Hvala Gospodi, da smo lahko ponovno v domu Božjem in tudi jaz sem hvaležen za včerajšnji večer oziroma kako še Fere že prav za celi keden poln dogajanj in lepo je to, da lahko se veselimo z enim drugim proslavljamo našega Gospoda in oznanjamo to veselje, štero imamo v njem. In znate, zato kako oznanjamo na te način, kako oznanjamo Gospoda, oziroma kako še bolj efektivno oznanjamo, mora biti prepričane v to, ko vrvljamo. Ne samo neko znanje, neko domnevanje, neka tradicija, ali pa, kot tega znam, kako bi pravil, kaj lepše v spadnem, kaj me drugi vidijo, ampak dejansko mora to biti del mojega življenja. Tako je. To, ko smo mi slišali od naših prednikov, to, ko smo mi doživeli, to, ko mi znamo, to delimo naprej, nas vči psalmist. Glede na včerajšnji večer in jaz sem sicer nekaj drugo pripravljal, ampak potem sem se odločil, da bom z vami podelil, oziroma sem mojo pridigo, štero sem imel na zimovanje, dogradil s frizerom. Mi smo imeli to temo beli kot sneg. In dejansko mi smo zdaj januara, konc januara. Do je po vseh po vseh pravilih najbolj močna zima, ne? Konc januara, začetki februarja pravijo, kaj je takšen mroz, ka drivđa polka. Časi so tako pravili, danes se ne tako. Zato bi vas da bi to razumeli, samo besedilo, beli kot sneg, prosil, da si zamislite to. Kaj sta Jonatana prosil, kad ide eno sliko gor, zdaj na brzino, si predstavljate, kaj je bila takša zima. Takšen sneg. Včasih je bilo, kaj se spomnim, da je sneg tako spodno, kaj so naš Ata, pa Pišta, pa Viktor z lopotami, mimo Emila, pa tu se potmetale, kaj so mi leko v šolo šli. Beli kot sneg. Naše življenje in mi se dostakrat počutimo nevrednega slabega. In dragi moji, to je prva napaka, štero življenje leko napraviš, ka poveš, ka si ti nevreden, ka te Gospod ljubi, ali ka si tako slab. To je laž, štero nam hudič šče vcepiti. Ti si vreden. In kakoli v tvojem življenju je, kakoli se v tvojem življenju dogaja, vsekoli kuće, ko dogi, no je bude še tako razmetano, da spadne sneg, kako bi vide. Vse je pokrito. Ne vidi se nič. Vse je skrito za tem. Če se spomnite, kaj sem pravil na zimovanje gor, zdaj smo imeli to, hvala Bogu, to dobro izkušnjo, da smo imeli to sneg. Celo dojdete v sneg, se grata tišina. Utihne vrveš vsakodnevja. Znamo, sneg, celo ti rahel, je mejki, tisti, ko delajo z zvokom, pa to znajo, da to absorbira zvok. In dragi Gospod na nas gleda prav tak. Ti, če si sprejel Jezusa za svojega odrešenika, za svojega Gospoda, kakoli si v življenju napravo, kakoli se počuti slabega, če njim to priznaš, on na tebe vidi kot na eno belo, čisto pokrajino. In dragi, v našem pričevanju, v vsem, ko delamo, se moramo tega zavedati. V Izaji 1:18 piše tako: pridite, pravdajmo se, govori Gospod. Če so vaši grehi rdeči kakor škrlat, bodo beli kakor sneg. Če so rdeči kakor bernina, bodo beli kakor volna. Če se naše oblačilo zamaže, kakole,
je to, ali pa same znate celo ženske, s takšnimi težkimi madežami. In tu lahko spet uporabi, naprimer, krv je ena takšna stvar. Ti kveng ole, koga je žmetno veza proti. Mi lahko seveda to zaperemo, napravimo, vzemamo belila, ampak nikdar je več ne takšno, kot je to bilo na začetku, tako čisto. To, je tudi z grehom umazano življenje, mi lahko napravimo vse, ko je mogoče v naši moči, kad bi se toga znebili, lahko gratamo tako dobri ljudje, lahko delamo tako dobra dela in ščemo za svojimi dobrimi delami opravičiti to napako, zaproti v tej madež, ki se je v našem življenju zgodil, ampak se ne je zgodilo. Jaz dostakrat to primerjam z brazgotinov. Če se gre vrežeš, pa rono imaš, rona za cele, ampak brazgotina ostane. Dokler nas Božja moč ne očisti, dokler Bog na nas ne pisti tej sneg, da bi se pokrilo, ne moremo gratati čisti. In on je poskrbel za to, da lahko postanemo čisti pred njim. In zanimivo pri vsem tem, da pa Jezus za čiščenje naših madežev, grehov uporablja krv. Uporablja stvar, ki jo je težko vedeti proti, ampak ta čisti in odstranja vse, da lahko gratamo čisti. In rad bi nas popeljal, in to je zelo pomembno, da ena takšne osnove verovanja imamo tudi za pričevanja, da učimo z ljudmi. Znate, ta pot od rešitve se je začala in nedolgo nazaj smo imeli božične praznike, malo vas spomnim, da je Gospodov angel prišel in obiskal ženo Marijo in tistega dneva je ona izvedela, da je rodila od rešenika sveta. In seme, ki je spodlo v njeno maternico, ne prišlo od človeka, ampak od Boga. Dejte, je nosila to, kot vsaka druga ženska. 9 mesecev. Njena nosečnost je bila kot vsaka druga, kajti rodila je človeka. Rodila je od rešenika našega, ampak rodila je moškega, rodila je človeka Jezusa. Jezus je odraščal tako kot mi, kot jaz in ti. Jaz verjamem, da je v tistem času šel ali imel nekšno obliko izobraževanja, ne vemo, kako je to bilo, točno o tem niti dosta ne piše, ampak verjamemo, da so mogli oziroma se mi starši omogočili tudi izobrazbo. Bil je inaš, vajenec, izučil se je za tesara kot vsi mi, mogel je za svoj kruh, zato ko je lahko nekaj delate, se služite, tako kot vsi mi, tesar je bil. In šele po 30 letih, mi to dostakrat pozabimo, in večino njegovega življenja pozabimo, bil je non podoben. Človek, kot eden izmed nas, z malo razliko kasneje povem, znamo to mi tok, s čem smo spodbuditi, da se tega zavedamo. In po 30 letih je začel 3 leta včiti. Pridgo je, ozdravljal je, potoval je okoli vrat, delal je dobre stvari, ozdravljal je, izganjal je demone. Hudiče, Satan je šel na živce, človeško to povem, kaj ne pusto, kaj bi on delal, to bi on ščel. Jezus je pa edini, ki je živel v enoj popolni harmoniji z Bogom. Živo je popolno življenje kot človek. Dejansko je celo tako pravo, da vidimo njega, vidimo očeta nebeškega. Tako popolno življenje je imel. In ne pozabite, da je to bil prva oseba, ki je kdorkoli živela brezhibno, brezgrešno življenje. Adam in Eva sta bila ustvarjena za takšno življenje, ampak sta ne zmogla. In od takrat naprej je nišče ne to mogel napraviti kot son,
Božji sin, Jezus. In si lahko predstavljate, kakšno zadovoljstvo je to bilo za očeta nebeškega. Na tisoče let je čakal, da je končno na zemlji živo nekako v eni popolni harmoniji, v eni popolni skupnosti za njim. In končno se je tega dočakal. Bog Oče in Jezus sta bila neločljiva. Vsaki trenutek, vsaki čas dneva je Jezus delal to, ko je bilo po volji njegovega očeta nebeškega. In potem je spet minilo te 3 leta in v 33 leti tega srečnega odnosa je prišel čas, da se Jezus žrtvuje za grehe sveta. To je bil načrt od samega začetka. In da je napočil čas, da je Jezus znal, ko ga čaka, ga je to tako prizadelo, da je se potil Švico krvavi znoj. Mi si to dostakrat premišljavamo, kaj je to, te krvavi znoj bil zaradi bolečin ali pa trpljenja, ki je ga prizadel. Jaz sem malo razmišljal o tem, ker mislim, da je te krvavi znoj bil zato, ker je vedel, da bode za nekaj časa ločene od svojega nebeškega očeta. Ne se bojo smrti, ne je enostavno šel biti niti trenutka, ne je šel preživeti trenutka brez svojega očeta, ampak morala se je zgoditi neka ene vrste izmenjava. Jezus je mogel stopiti na naše mesto, ka bi lahko mi stopili na njegovo mesto. Mogel je nesti in prevzeti moje grehe, da bi mi lahko prevzeli njegovo pravičnost. Mogel je gratati betežen, da bi mi lahko ozdraveli. Da je Jezus visel na križi, je postanil grešen. Je postanil, lahko bi to pravili, je postanil greh tega sveta in znamo, da Bog v vsej svoji svetosti ne more imeti nič skupnega z grehom. Zato je Bog, Oče, se mogel odreči svojega sina in ta popolna harmonija je bila zrušena. Bog se je odpovedal vsega, da bi lahko mi imeli to, ko ima on. To je ta božanska izmenjava. Da ponovim, Jezus je nesel moje grehe, da bi jaz lahko dosegnil njegovo pravičnost. Jezus je vzel mojo bolezen, da bi lahko ga bil ozdravljeni. On je prevzel mojo sramoto, da bi jaz lahko prevzel njegovo slavo. Jezus je na sebe prevzel prekletstvo, da bi lahko ga živel v blagoslovi. Jezus je vzel ločenost od Boga na sebe, da bi lahko mi postali enotnost z Bogom. In vse, ko je po pravici pripadalo Jezusu, je zdaj tudi po pravici moje. On je zamenjal, da bi jaz imel to, ko sem ne imel. Hebrejcem 9:14 pravi, koliko bolj bo kri Jezusa Kristusa, ki je po večnem duhu sam sebe brez madežnega daroval, Bogu očistila našo vest, mrtvih del, da bomo služili živemu Bogu. Ta božanska izmenjava se je končala za njegovo smrtjo. In do takrat naprej so vsi, ki verujejo v Jezusa, deležni pravičnosti, ozdravljenja in zedinjanja z Bogom. Ampak tu se je ne to končalo. Jezus ne samo, ko je plačal ceno za grehe in jih je odnesel, ne, da je Jezus umrl na križi. Štejmo v Božji besedi, da je šel v podzemlje. Z drugimi besedami, Jezus je šel v pekel. Ste si to dočuli? Zakaj? Ker je zamenil za to, ker bi ti mogel iti tja, postal podoben nam. Kazen za naše grehe je smrt.
smrt v pekli. Ampak Jezus je šel za tebe v pekel, ker tebi ta ne treba iti. In to se je to zgodilo, je Satan mislil, zmagal sem, Božji sin je zdaj v pekli. Prepričan se, ko si je predstavljal, kada je Jezus za preostanek svojega življenja v pekli ujeti med demoni in tako naprej. Ampak Jezus se je ne samo tiho umaknil, ne. Jezus je, tako to povemo, javno naš sovražnika tu osramoto. Odzel njim je oblast nad smrtjo in pobegnil je iz te peklenske luknje. Predstavljamo se leko, da je vse peklenske sile, ki obstajajo, da bi so njega držale doj. Da več ne bi prišel na oblast. To, da njihova skupna moč je ne bila tako močna, kot pa je moč, ki je Jezusa Kristusa ubedila nazaj v življenje. Ubedila od mrtvih. In kdo, da Jezus umrl na križi, je plačal kazen za naše grehe, je premagal pekel in nam dal svobodo od greha. Z drugimi besedami, ne nam treba biti zadovoljen samo za odpuščanjem in da so nam naši grehi odpuščeni in se do konca življenja s tem borimo, da ne bomo več grešili, ali pa za grehami, pa vestjo, kad nas peči, za kaj smo kaj napravili. Ne, Jezus ti je dal odpuščanje in svobodo. Dragi, mi se tega moramo zavedati in to leko sprejmemo. On šče, da naj živimo v svobodi. On šče, da sprejmemo to identiteto, da smo Božji dece, Božja deca. Mi smo enake z Božje strani gledano kot Jezus. Opravičene, čiste, če se tega zavedamo, če to sprejemo. Na nas je spodno sneg, vse je pokrito. In ne samo pokrito, Bog ne pokrije, on pozabi, ne vidi več tega. Ne kopa v tistom snegi noter, on pozabi in tebe vidi čisto kot sneg, kaj ti samo takše. Samo takše je leko prideš pred njega. 2. Korinčanov 5:21 tako pravi, njega, ki ni poznal greha, je za voljo nas. In tudi Božjo besedo po osodobi je za voljo Miškaja, Dane, Lojčka, Lujzeka, Marte, kogakoli povem, je za voljo mene. Napravo za greh, da bi mi postali Božja pravičnost v njem. Ne opredeljuje več nas greh, ne, določa nas Jezusova pravičnost. Naša identiteta več ne identiteta grešnega človeka, naša resnična identiteta je pravičnost, ker smo opravičeni. To je, zakaj verjamemo v Jezusa. Z Bogom smo pomirjeni ne zaradi tega, ko smo mi napravili, ampak zaradi tega, ko je za nas naš Gospod napravil in smo sprejeli njegovo delo v zameno za svoje življenje. Zanj ste dali svoj greh, on pa vam je dal svojo pravičnost. In dokler verjamemo, ko se je ta izmenjava zgodila za našo vero v Jezusa Kristusa, je bil sklenjen posel. Ne glede na to, koliko grehov mu kasneje še v življenju napravili. Ampak Gospod nas šče imeti pri sebi. Ampak dobra novica pa je ta, nam pa ne treba več grešiti. Mi se leko greha odpovemo. Prešel sem eno zgodbo, ki sem tudi na zimovanju pravil. Bil je eden fant, ki je bil od svojih staršev zavržen oziroma dan v posvojitev in posvojila ga je ena družina, ki je živela tako zelo bogo življenje. Oče, od tega, ko ga je posvojil, je zelo trdno delal in ne glede na to, kako trdo je delal, je komaj zadosta zaslužil, ko je rekel svojo družino preživljal.
Pogosto je šel te dečko čil, pa ljudje, kako smo mi, preprosto ne pridejo naprej. Ali pa Bog nas ohranja revne, ka ostanemo ponižni. In da je odrastel, je imel enaki pogled na življenje. Tako kot njegov posvojitelj je bil trdoživi, rad je delo, trudil se je, zagotavljal je zadosta za svojo družino, ampak živeli so v revščini. Ampak Gratu je pa enostavno tudi, ga je zanimalo, što so za njegove biološke starše. Što so tisti, ki so njega kraj dali. In odločil se je, ker je to raziskoval, in na njegov presenečenju je izvedel, da sta njeme njegova starša, ki sta žal že umrla, prepustila več milijonsko dediščino. Ves čas, šterego je živo kot srmak, kot ubožec. Šele zdaj, da je zvedel svojo identiteto, odkot izhaja, je opazil, da se je lahko zaradi tega rešil iz teh verig revščine in zaživel svoje življenje, štero je bilo dosta lažje. Gratu je naenkrat bogati. In znate, ta zgodba je lahko zgodba mnogih kristjanov. Vsi znamo, da smo pregrešili. Vsi znamo, da so na naši grehi odpuščeni. Vendar v svoje identitete pravičnosti ne sprejmemo. Ne uživamo v ton, ko je za nas pripravljeno. Še vedno živimo kot grešniki, čeprav bi lahko živeli brez greha. Po Kristusu non je to mogoče. Prepoznati pa moramo svojo lastno identiteto. Što sem jaz v mojo Gospodi. Bili smo oprani na belo, kot sneg. Z Božje perspektive se več ne vidi naša umazanija, naša preteklost, vidi se le ena popolna snežna odeja. Občudujem Gospod leko našo lepoto, to sijemo v tej popolnosti. V tom se tudi vidi Božja ljubezen, kajti on nas ljubi takše, kak smo, kajti odkupil nas je. Verjetno si mislite pa sami, pa ti nemaš pojma, od kojeg učiš. Pa moje življenje je ne tako popolno. To tudi lahko razumem, tudi moje je ne. Vendar pa se vsaki dan moramo zavedati svoje resnične identitete. Što sem jaz? Da živim v večjoj meri pravičnosti. Ne naša zmožnost, ko živimo pravičnost, to nima nobene veze s tem, kako zelo se trudimo ali kako pogosto hodimo v cerkev, odvisno je le od razumevanja, što sem jaz v Kristusu. In preden postanemo pravični, se moramo prepoznati kot pravični. Ti moraš sprejeti to, ko je Gospod za tebe napravil. To se dostakrat čuje zelo čudno, ampak je enostavna resnica. Jezus nam je dal svojo pravičnost. Mi se pa moramo navčiti, kad to obličemo, sprejmemo in v njej živimo. In mi, ki smo sprejeli, se moramo zavedati, da smo oprani, da smo beli kot sneg. In danes vam sporočam, Bog ne vidi tvoje umazanije. On v tebi vidi samo Jezusovo popolnost. Ne zapravljamo se niti enega dneva več v svojem življenju z mislijo, da se moramo Božjo pozornost zaslužiti. Ali pa, da moramo nekaj dobrega napraviti. Jezus je vse to že napravil. Ti imaš Božjo pozornost in odobravanje in pripraven in Bog je pripravljen stopiti s tebo v enaki odnos, kot ga je imel z Jezusom. Ko zaključim, Jezus ne dal svojega življenja samo za tebe, samo zaradi tega, da bi ti odpustil grehe, ampak
da bi te popolnoma osvobodil tvojih grehov. Ne plačal samo kazen za tvoj greh, ampak je tvoj greh odvzel na sebe. Odpuščeno je. Dragi moji, mi smo svobodni, če verjamemo v Jezusa Kristusa. In vsaki od nas, ki je opran in beli kot sneg, spet ponavljam, to mora se vtisniti v nas. Bog v nas ne vidi več tisto, ko smo njemu priznali. Zbrisuje, pozabuje, vidi samo Jezusovo popolnost. Zato sprejmi to Jezusovo ponudbo, da boš imel enak odnos z njim, kot ga je imel njegov sin Jezus, da je živel tu na zemlji. In je pravo, jaz in moj oče sva eno. Če bo vsak dan hodil z njim, da je ti Bog pokazal čudovitev dar pravičnosti, ki je tvoj. To je dar. Dar, ki ga lahko sprejmemo in naj nam Gospod pomaga, da v tej gotovosti, da smo ljubljene, oprane, odrešene in zaradi našega Gospoda, ki je prelejal svojo rdečo krv, da bi mi gratali beli kot sneg. Gospod Jezus, ki sem ti hvaležen za tvojo besedo. In hvala ti, Gospod, dragi, daleko, takšni, kot nas ti želiš imeti. Oprane s tvojo krvjo prihajamo pred tebe. Gospod, daleko živimo v skupnosti s tev. Daleko, Gospod, dragi, tebe slavimo. Daleko uživamo v tvojem prisotnosti, v cerkvi, doma, kjerkoli smo, da se lahko radujemo s tistimi, Gospod, dragi, ki se radujejo. Daleko molimo s tistimi, ki nucajo molitev, s tistimi, ki nucajo, ki so v potrebi, Gospod, dragi. Vse to pa v zaupanje, da si ti, Gospod, ki nas poznaš, ki nas razumeš, ki si živo kot vsak izmed nas in ki nas ljubiš, ker si mrl za nas in nam dal možnost in to privilegijo, da smo lahko tvoja deca in dediči nebeškega kraljestva. Amen.